čeprav je to lepo podobno za odzvanki za odtiček mesto. Lepo. Jaz do decembra rabim odlično nogavico. Razumeš? Ja jo pa kupi. Pa vse z nekaj kura, ne smem. Mama mi je rekla, da mi bo Božiček še kaj prinesel, samo če bom naredil sam. In ne bom, da veš, ne, do decembra mi bo še uspelo. Dvomim, Luka, močno dvomim. Veš, nogavice se ponavadi pletejo, ne rozlajo. A se jaz tak slučajno zdim, da jaz znam plet? Ja, to mi je nekaj jasno, da ne znaš. Ja, torej, no. Ja, se pa nauči. Se pa nauči, simpel, mislim, ni problema, res. Glej, če res hočeš to svojo nogavico in darilo, se poštaš malo pokljevil. Ti znaš? Pa je itak, sej si pulca, ne? Ja, da je tudi fantje se dan naučite kaj drugega, ko pa samo za računalnikom špeti. Evo, ti se vedi. Ko me pa motiš, se je pa vse zmešalo, mislim, pa vse ne morem verjeti, no, pa res. Glej, nekako se mi zdi, da je bilo že prej vse zmešano. Sploh pa, če se res hočeš naučiti ples, leko, kaj tole danes vabi. Pač prosi eno, pa se nauči. Misliš, da? Ja, pa jasno, en razred se v šturi. Misliš, kar nekam, pa se veš, to ni slaba ideja. Gre v akcijo. Luka, a imaš pletilke? Takole, medtem ko Luka išče, kam se bo v štulu, verjetno boste videli, kam se bo. Spoštovani starši, stari starši, učenci in gostje, res en prisrčen pozdrav na tem našem ustvarjalno-družabnem popoldnevu pregleda Luke. Ne bom razlagala del, katerega projekta je to in zakaj je pomembno, ker se vse to lahko preberemo ali ste si pa prebrali. Pomembno je doživljanje tisti tukaj in zdaj, ko smo skupaj. Včeraj je bil mednarodni dan družine. Praznik, ki je minil brez velikih proslav, izobešenih zastav in pompa. Le redko to se je spomnila. Mi se danes bomo z vašo pomočjo. Kriznim časom se žal ne moremo izogniti. Na marsikateri dejavnik, ki usmerja in preletava naše življenja, tudi ne moremo vplivati. Lahko vplivamo na naše medsebojne odnose. Dragi babice in detki, tudi tisti za danes izposojeni, in starši seveda, hvala, ker ste se potrudili. Premagali morda tudi kakšen nelagoden občutek, kaj bo pa jaz tam počel in prišli. Poglejte obraze vaših vnukov in otrok, s kakšnim ponosom so vas pripeljali. Čez leta, ko bodo tile vaši malčki že izoblikovani ljudje, živeli svoje življenje, imeli svoje družine, se ne bo toliko ohranil spomin na vse tiste materialne in druge dobrine, ki ste jih dobili, ampak na čas, ki ste si ga vzeli zanje, na trenutke, ki ste jih skupaj preživeli. Čeprav vas je čakalo toliko neodložljivih del, čeprav je vam, babicam in detkam, morda kakšna tegoba let grenila počutje. Upamo in želimo si, da bi bil tudi današnji popoldan en tak prijeten spomin, ki bo grel vas in vaše otroke in vnuke. Še enkrat dobrodošli med nami. Čeprav je vreme zunaj klavrno in oblaki niso obogali, da smo mi bili zelo pridni, pa vseeno spustili nekaj kapljic, jaz verjamem, da bo občutje toplo in sončno. Ne bomo več veliko govorili, ker nas je pa zelo veliko in ker marsikdo je mogoče tudi prvič pri nas, je treba par tistih tehničnih navodil, kako bo naše druženje danes potekalo. Zdaj
se bomo skupaj z našimi otroki, pa tudi tistimi, ki nimajo dedkov, babic, očkov, mamic zraven, odpravili v delavnice oziroma razrede, kjer bomo takole 1 urico in pol ustvarjali, potem ste pa seveda vabljeni nazaj, ko nam bodo naši in vaši učenci in glasbeniki Univerze za tretje življenjsko obdobje skupaj pripravili nekak udarni program, v katerem ne bo manjkalo hitrih in počasnih in vseh ritmov vmes. Kako bo torej potekalo to naše druženje? Detki boste skupaj z vnuki, žal, ker vreme nam ni šlo na roko, v telovadnici takole bolj za zabavo pomerili svoje moči. Nekateri, tisti, ki učenci tako vejo, pa tudi z detki, pa nekateri očki in varovanci doma za varstvo odraslih zaigrali nekaj partij družabnih iger. Upam, da letos ne bodo spet varovanci doma za varstvo odraslih premagali naše učence, ker jim še od lani zamerijo, in se pomerili v turnirju v Bikaru. Prvi in drugi razredi bojo v svojih učilnicah cofkali, izdelovali najrazličnejše zadeve s cofkov in njim se bodo pridružili tudi gostje, prvošolci z babicami iz Pesnja. Tamle na moji levi strani se nahajajo učilnice 1. razreda, drugošolci, četrtošolci in petošolci, ki boste cofkali oziroma pletli, se boste razporedili v prvem nadstropju. Tiste prijazne gospe, ki so nam prišle pomagati, pri pletenju bom potem še posebej opozorila, kam smo jih uvrstili, ker so bile tako prijazne in so naš primanjkljaj babic napolnile. Ognjičavo mazilo, s katerim upam, da se bomo do konca leta zdravili, bomo kuhali spodaj v kemijski učilnici. Prav tako bomo pekli čisto pravi ajdo domač kruh spodaj v gospodinjski učilnici. Tretje šolci bodo pekli spodaj v svojih učilnicah v 3. razredu. Harmonikaše naše in za danes izposojene bomo prav tako namestili v prvo nadstropje. Gospe, ki bodo z našimi plesalkami plesale, pa že tako vedo, da je za njih rezervirana plesna soba. To bi bilo čisto na kratko. Drugo šolko iz Pesnja bomo razporedili v 2. A razred skupaj z babico in četrto šolko v 5. A razred. Bodo potem učiteljice pomakale, ali vas bomo jaz usmerila, da ne bo prevelikih problemov. Še na nekaj, dragi starši, babice, detki in vsi gostje, bi vas rada povabila oziroma opozorila. Letos vsi krizne čase vedno bolj hudo občutimo. Prav tako jih vedno bolj hudo občutijo tudi naši učenci. Marsikatera dejavnost, ki je v šoli plačljiva, postaja za marsikaterega učenca problem, ali pa celo mamice kdaj napiše opravičilo, da se jo ne odeležijo preprosto zato, ker tistih nekaj evrov ni mogoče v družini zbrati. Vsi to vemo. Prav zato smo letos, poleg tistih naših dejavnosti, ki se jih morda nekateri že vdali spomnite, organizirali tudi dobrodelni bazar in srečalov in pa izmenjavo rabljenih oblačil, tako v prvem nadstropju, ki se bo začela po modni revi, takoj po tele moji konferenci. Lepo vas povabim. Tako kot smo vabilo napisali, ko vse institucije, ko vsa sociala trdo privile svoje žepe, smo ponavadi preprosti ljudje, ki tudi ne živimo v izobilju in tudi težko prispevamo tisti, ki še prispevamo kaj. Vsa sredstva, ki bomo danes zbrali, bomo namenili ta sklad, da bomo med letom lahko kakšno tako težavo pokrili in da res ne bo treba kakemu otroku biti prikrajšan za tisto najosnovnejše, kar njegovi vrstniki imajo.
cene izdelkov, ki so jih izdelovali tako učitelji kot učenci, ker pošteno smo se vsi po vrsti potrudili, so simbolične. Morda boste lahko žrtvovali kakšen evro, da se nam morda ne bo tako zelo poznali, ti učenci pa bodo tako hvaležni. Tako, zdaj pa res predlagam, da začnemo. Tisti, ki smo že razporjeni